Pripeljali smo se na skrajni sever Danske, tole je hotel Tanis Hus, v katerem smo. Sem smo šli pa z enim velikim razlogom, in sicer, ker bomo testirali vse potencialne finaliste izbora za Evropski avto leta, katerega žirant je naš Seba Plevnak. Na uno stran imamo Severno morje, bomo zbrali pogum, pa se bomo še malo skopati en dan. Pa pojmo dol pogledati, kaj se v resnici dogaja, kako so avtorji sprejeni, kakšen je sploh način, na katerega se lotevamo tega testiranja. Ker ne smeš pozabiti, tukaj je zbranih 72 testnih avtomobilov. Seba pa Jure sta že tukaj. V tem trenutku smo na placu, kjer so pripravljeni testni Audi. Mislim, da jih je 6-7. Zdaj pa po moje predvidimo še vse ostale avte pogledati, da ti pokažem način, kako se skupaj izgleda. Kakšen je sistem, da boste lažje razumeli. To osnovno stvar, ki moraš vedeti, je, da je tukaj ena tabla s ključki oziroma z obeski z našimi imeni. Skratka, tukaj so imena novinarjev. Evo, vidiš, tlele je Jure. In ko novinar pride, vzame svoj obesek in potem stopiš k tabli na levi strani in na tej tabli so vsi ključi vseh zbranih testnih vozil. Ne vem, kaj naj izberem. Nisem ima ta nov Galifa, vse rečeš, mene ta avto zanima, zagrabaš ključe in svoje ime natakneš semle, da je jasno, kater novinar je avto odpeljal, in pol tudi velja eno napisano pravilo, da moraš v roku 1 ure pripeljati nazaj in pol switchaš med avtomobili in to lahko delaš v bistvu en teden, vsak dan zapored. Da ti pokažem, s katerimi avti še se bomo ukvarjali. Ioniq 9, DS8, ta nova Mazda 6, e-Vitara, pa avto, ki tukaj vleče največ pozornosti, mislim, nekaj sta brata atmosferca. Tole je ta nova Alpinka, koliko smo rekli, A390. Sprav, vse jasno, ne? To je prvo veliko parkirišče. Tamle gor na tisti terasi smo začeli ta video, tam je tudi mimogrede naša soba in to je na vrste hotelček, ne? Se pravi, to je prvi ta velik plac, zdaj gremo pa še na drugo stran, pa da vidiš, kaj je tam. Če bo slabo posneto, sem jaz kriv, ker sem navajen delati na vertikali. To se pravi, tukaj sta zasidrana Citroen s C3 Aircrossom, tukaj imamo Opel, pa če se obrneš povsem na drugo stran, bo prišla do te nove Fiat Pande. Sicer je treba opomniti, veliko teh avtomobilov je že v Sloveniji prisotnih in smo jih na takšen ali pa drugačen način že spoznali. Ampak ne pozabi, tukaj imamo skozi presek dajemo avtomobile, ki so bili pač novi v tem letu in novinarji žiranti, Seba je eden izmed 50 ali 60 v celi Evropi, imajo pa tukaj, oziroma imamo mi vsi na enem mestu vse, kar je res novega pa relevantnega. BYD tam malo. Zdaj ni pozabim, kako mu je ime, nisem niglih maneken, no, a se strinjamo. Zdaj imamo novo, naslednjo generacijo Nissan Leaf. To je pa obliko zamenjal. Ja, Nissan je čist, deva tako reči, Leaf ni več to, kar je bil. In na tem zadnjem parkirišču imamo seveda tudi električne polnilnice, ker velika večina testnih avtomobilov letos je električnih, vidiš tamle recimo se fila tiste Audi. Jaz v bistvu skupaj s tabo odkrivam vse skupaj, ker tudi jaz še nisem bil tukaj. Čak, kaj je pa ta znamka? Zdaj mi je naložen, zdaj imam Brainpark Zeekr 7X. To je eden izmed avtomobilov, ki se ga kar veselim, zato ker slišim veliko njih pohval. Za čist na konc pa še 2-3 Elite motorji B10, to je tudi znamka, ki je, se mi zdi, da na slovenskem trgu najbolj frišna. Zdaj pa ne vem, a ste dobili en tak oris vsega skupaj. To se pravi, en hotel, 2 ogromni parkirišči in na njih 72 testnih avtov in to je poligon za nas za ustvarjati. Tako da zdaj v naslednjih parih dneh bomo menjali ključe en z drugim in se bomo furali po podeželju, po plaži in testirali, da vidimo sploh, za kaj gre. A so te avti kaj za kaj. In to je to.